Dragi moji, naj bo srečno, naj bo angelsko, naj bo eterično, naj bo polno življenjskega poslanstva in naj bo pozitivno naravnano 2023 vam želimo iz našega duhovnega ateljeja. In začnimo v velikem slogu, tako kot vsako leto. Jaz imam pripravljene karte, naj se zgodi takole, naj se zgodi v živo, naj se zgodi pred tvojimi očmi tale nebeško skop, kjer bova skupaj pogledali, kako iz leta 2023 izčrpati največ pozitive, kako vsako znamenje naj prime nekaj, torej katere energije, katera delovanja zaradi tega, da bo to tvoje leto raziskovanja in pozitivnih izkušenj. Gremo se najprej pogledati leto sedmice, kaj to pomeni. Leto sedmice je tako zanimivo, zato ker veš, 7 je številka lekcij in lahko pričakujemo, da bo veliko ljudi imelo resnično veliko lekcij na veliko področji z namenom rasti. Ampak, če pa ti zdaj gledaš to vsebino, si pa že na tej strani rasti, že delaš na sebi, že spremljaš duhovna znanja in tako naprej, lahko pa dobiš iz tega veliko podpore, veliko novih znanj, veliko novih podpor iz eterike in še. In kako to doseči, da bo sedmica tvoja tista ta sreča, pa si poglejva, kdo bo prvi. Začnimo s tistimi, ki so seveda januarski, več ali manj, kaj ne? In to ste kozorogi. Gremo pogledati. Leto 2023, napoved za kozoroge in kaj je tisto, kar vas čaka in kaj najbolje izkoristiti. Vaša karta pa je Angel modrosti. Angel modrosti je karta, ki pravi, vkolikor želiš, da bo za tebe leto 2023 leto obilja, potrebuješ nova znanja. To so izobraževanja, to so knjige, to so posveti z angeli in tako naprej. Dragi kozorogi, ogromno osebnostne duhovne rasti vam svetuje angelska sfera in posledično dobite tudi tisto, kar je materialnega in za kar vem, da si kozorogi definitivno zelo želite. Ampak materialno, tisto, kar si materialno želite, pot do tega imate pravzaprav skozi to, kar se je ravno kar odprlo skozi te karte. Veliko raziskovanja in jaz mislim, da boste ta znanja, absolutno, ko pogledam karto, lahko delili tudi z drugimi ljudmi in s tem tudi prišli do svojega obilja. Pa gremo naprej. Kdo so naslednji? Vodnari. Vodnari. Kakšna je pa napoved za vodnarje? Dragi vodnarji, a ne? Tukaj smo dobili angela premika naprej. To pomeni, vse stvari, ki ste jih v letu 2022 odlašali, zaradi mogoče, veš, kako bi ti rekla, občutka varnosti. Mogoče pa to še ne bi naredila, ker mogoče še ni čisto pripravljeno, ampak ni čisto namenjeno, pa tako naprej, ne več tega delati. Kdor ne riskira, ne profitira. Pejte v nove stvari, obrnite življenje na glavo. Dostikrat vas bo seveda ego probal ustaviti pa reči, kaj pa, če se ne bo dobro išlo? A imaš načrt, kaj pa, če ni to čistko, ne ga poslušati. Pejte dobesedno, to je karta, pejte na vse ali nič. Tudi, če pogledamo tole punco na karti, ona ima gor slušalke. Ne poslušati okolice, zelo pomembno vodnari, da ne poslušate okolice, kaj imajo drugi ideje za vas, kaj bi vi mogli, kako bi vi mogli, zakaj bi vi mogli in tako naprej, ker če ne, boste nekatere stvari samo predstavljali. Garancije itak v življenju ni. Če hočeš garancijo, si kupiš hladilnik ali pa toaster, razumeš? Ampak za vas, da ta riskira, profitira, se bo dober išel, se vsekakor bo, če si boste to dovolili. Saj sem tudi vodnarka, tako da evo, navodilo, lahko pričakujete, da bom imela kakšne šokantne poteze. Ne, hecam se, v redu. In naslednje ribice. Ribice, kaj pa vas čaka? Ribice, kam boste zaplavali? Angel tišine. Angel tišine in angel, kjer se moraš umakniti od vsega. Drage ribice, vkolikor ste bile v letu 2020 drugi ljudje, kaj rabijo, zakaj rabijo, kako rabijo, dokdaj rabijo, kaj ima naloga, kaj je kdo rekel, kaj ni kdo rekel, zakaj, kdaj, razumeš? Das je bilo. Vi rabite leto miru, leto počitka, če rabimo vodnarji narediti drzne poteze in skakati v glavo na vodo, ker ne vemo čist kam, rabite vi mir. Vi si zagotovite, da bo vse teklo mirno, mogoče že malo dolgočasno. Ne, se ne mislim direktno dolgočasno, pa vi rabite veliko miru. Mislim, da ko pogledam karto, tole sključeno deklico tukaj na tej karti,
Mislim, da ogromno izmed vas, ki tole poslušate, bilo sicer malo na robu izgorelosti, izčrpanosti in mislim, da vaša telesa tokrat potrebujejo to leto, da se regenerirajo in veliko mirnih energij. Tudi ljudje, ki vam povzročajo nemire pa tako naprej, naj grejo tokrat pač malce na stranski tir. Zdaj si ti na prvem mestu. Da pogledam svoj plonk-cegelc, ovni so naslednji, da kakšno znamenje ne spustim. Hipotetično gledano, lahko da se mi že zgodilo, daj to. Ovni, oven. Ovni, združevanje. Ovni, vi dobite svojo manifestacijo v letu 2024, tako da se povezujete. V življenje vam bojo prihajale sorodne duše, ki vam bodo pomagale, ki imajo lahko za vas nekaj, kar vi mogoče nimate, pa lahko oni doprinesejo v vaše kariere, v vaša življenja in tako dalje. To je res pomembno, da ste pripravljeni na sodelovanje. Tudi če ne bojo imeli čisto enakih idej kot vi, če se vi združite in pomagate en drugemu, je to absolutno cela magija. Bi vam pa rekla, glede na to karto, da vam prihaja v življenje ogromno novih sorodnih duš v vaše življenje. Bodite odprti za nova sklepanja prijateljstev, poslovnih odnosov in tako dalje. Ne reči, zdaj nimam časa, pa ne vem, pa zdaj tam, ker nekdo hoče nekaj od mene. Ne, čisto vsak človek bo imel za tebe ali neko sporočilo ali pa neko darilo. Tako da bodite pozorni na to, dragi ovni. In naslednji so bikci. Biki, kaj pa vaše leto 2023 in čemu slediti? Angeli univerzuma. Dragi biki, vi ste pa dobili tukaj sporočilo, da boste pripravljeni na širjenje zavedanja. Biki ste dostikrat takole, to je samo ena resnica, to takole gre in samo to je prav. In seveda ste zaradi te svoje narave unikatni, ampak recimo, če vedno misliš, da je samo ena resnica in da imaš samo ti prav in noben drug, hkrati moraš vedeti, da na zemeljski ravni ti prinaša to veliko samozavesti, po drugi strani ti pa na eterični ravni zapira ideje do nečesa, ki je mogoče malo bolj abstraktnega, nenavadnega, novega, ampak bi bilo pa dobro orodje zate za življenjsko poslanstvo, veš? Ko boste pripravljeni na to, da gledate več resnic in da niso nekatere stvari vse očitne. Vem, da je to za bike težka naloga, ampak vendarle tako bi lahko dobili neka nova univerzalna znanja, ki so pa popolnoma drugačna od tega, kar trenutno pričakujete. In naslednji ste dvojčki. Kaj pa bo za dvojčke? Tale karta je pa kar takole. Dvojčki ste dobili pa karto ravnovesja. Dvojčki znate biti zelo tako, tukaj v letu 2023 vidim po tej karti, je sem v redu, mogoče pa nisem čisto v redu, vse je super, mogoče pa ni vse super, pa tako naprej. Ogromno vam lahko zaradi tega, ker je leto lekcij, čustva skačejo. Tako jaz bi vam rekla eno stvar v 2024, bila bi zelo vesela, če si zapomnite zdaj tega angelskega nasveta, ne skakati na prvo žogo. To pomeni, ko dobite neko informacijo, ne se impulzivno odzivati. Mogoče je to vaša lekcija za leto 2023, ne se impulzivno odzivati, ne reči, to bo zihar bolj grozen, a veš. Tako za vsako stvar, ki se zgodi, tudi če je pozitivna pol, nikaj, ampak recimo tudi, če se zgodi kaj negativnega, zadihite najprej, razmislite, najte ravnovesje med svojimi občutki in potencialom, kako se to rešuje in vam bo manifestacija šla zelo na boljše. Dvojčke vas ne bomo zatrli, vi ste zelo čustvena bitja, ampak bi vam samo dodala v letu 2024 z angeli miselni, mentalni aspekt. Ko stvari umiriš, premisliš in potem ti tudi manifestacija blazno steče naprej. Tako prosim, upoštevajte ta nasvet, zelo močno je to čez prišlo. In naslednji ste naši rakci. Kaj pa raki, kaj pa bo za vas in vaše 2023. Vi ste pa dobili angela jasnosti. Raki ven se bojo stvari v letu 2023 dogajale samodejno. Kaj to pomeni? Če ste se spraševali, ali kakšen odnos za mene,
ali ni za mene. In potem, ker ste taka občutljiva bitja, niste niti vedeli, ali bi naredili kakšno potezo, a ne bi, pa ste vedeli, da mogoče nekaj ni za vas, pa je bilo težko to spustiti, vam bo vesolje in angeli vam bojo sami razjasnili zadeve. Nekaj vam povem, raki, tisto, kar v letu 2023 ne bo za vas, ne boste vi rabili nič narediti, samo bo šlo. Tukaj ne bo nekega večjega nadzora, stvari se vam bojo začele urejati, zato da se iz vaše energije umakne vse tisto, razumeš, kar je vam v bistvu to vašo lepo čustveno naravo blokiralo, razočaralo in tako dalje. Vaša naloga bo pa edina stvar, ne držite se stvari, ki odhajajo. Verjemite mi, da vse, kar bo šlo, bo tak velik blagoslov, da boste potem recimo nekje, ko se bo leto končalo, rekli, hvala Bogu, to je bila najboljša stvar, ki se je zgodila. Takrat se ne boste imeli česarkoli drugega za oprijeti, kakor mojih besed, in jaz to zdaj vem. Ampak upam, da se jih boste in res vam povem, blagoslov bo. Nič se vam ne bo zgodilo, kar bi obžalovali ali pa mislili, da ste v resnici izgubili, če boste le zaupali te informacije. In naslednji levi. Poročena je z enim takim levom, a ne? Kaj pa levi, kaj pa njih čaka? Itak, a ne? To pa ne moreš verjeti. Pazi to, gor je narisana neka super woman, a ne? Z plaščem od neke super junakinje. Karta je, če jo seštejemo, numerološko 8 obilje in karta je Angel of Power. Dragi levi, vse, kar ste vi hoteli do zdaj, pa vam je bilo leto 2022 premalo, ni bilo dosti hiter, ni bilo dosti dober. Leto 2023, to je postavljeno, to karto, ki sem odprla, to moram nujno Mihaelu povedati, zaradi tega, ker mi je popolnoma jasno, kaj tudi za njega, zdaj seveda Mihaela imam rada, ne, za njega to pomeni. To je leto, ko bo za vas obilje, kariera, denar, ful se boste počutili še močnejše, še bolj samozavestno, vse vam bo kar padalo v naročje. Zelo vas bo podpiralo to leto zaradi tega, ker vam ne bo šlo v lekcijo, zato ker imate to osnovno naravno samozavest. Ampak pričakujte, da je to vaše zmagovalno leto. Vse, kar ste do zdaj naredili, vas bo 2024 obdaril. Zdaj že vidim Mihaela, kako zmagoslavno pleše, ko bo zdaj tole poslušal. Ampak jaz sem vesela za njega in za vse vas, dragi levi. Kaj pa device, naše drage device? Kaj pa vas čaka v letu 2023, a ne? Dobra karta je, ampak je leto izzivov. To pomeni, drage device, da vas bo vse skušali pahniti ven iz tega, da ste bile tako mirne, da ste ugajale, da vam je bilo popolnoma jasen, kaj delate, kam greste, kaj se dela, tako naprej. Vi boste malo presenetili ljudi okrog sebe, svoje bližnje in vse ostale ljudi, ko boste rekli, ne, jaz hočem pa letos nekaj čist drugačen. Pa te bo gledali, kaj je zdaj s to mojo devico, razumeš? Ne, jaz hočem pa nekaj drugega doživeti, tako je, kakor se bom jaz odločila, hočem nov izziv, hočem novo izkušnjo, hočem potovanja, hočem iti sem, hočem iti tja in hočem doživeti stvari, ki jih do zdaj še nisem. Moje življenje imam rada, nič ni narobe, rada imam tudi ljudi okrog sebe, to ne bo noben problem, ampak zdaj bi jaz hočem raziskovati svet, jaz hočem raziskovati, kaj je tisto, kar je novo, nek nov izziv, da vidim, wow, kakšno je življenje. Nekateri ljudje bojo okrog vas, zakaj nisi več normalna, ampak prav je, da vi to doživite, zato ker te nove izkušnje, a veš, lahko je nekaj tazga, kogar je, da nekam greš, da nekaj doživiš na novo, ti bojo prinesle v bistvu veliko nove življenjske energije. Ti lahko najdeš to energijo vse, pa iz odnosov seveda, ampak tokrat boš to energijo iskala iz izkušenj, tudi iz zabave, iz potovanj, iz doživeti, a veš, in tako naprej. In prav je, da to naredite, ne se držite doma, device. Bon voyage! Ok, kdo v naslednji? Tehnice. Tehnice, kaj pa ve? Tehnice. Angel glasbenosti. Angel glasbenosti je v bistvu karta, ki simbolizira, zaradi tega, ker glasba blazno vpliva tudi na naše telo in tako naprej in je del energijske glasbene medicine, jaz temu rečem, ne? Tukaj je v bistvu za vas sporočilo, da se boste posvečali vsemu, kar je fizično. Zdravje, potem tudi tvoje telo. Če se v letu 2022, ki v svojemu telesu niste počutili samozavestne ali pa se vam zdeli, da, ne vem,
Kada boste hoteli spremeniti ali način oblačanja, a veš, da si boste hoteli privoščiti nove obleke, spremeniti videz, spremeniti način prehranjevanja, to bi vam v tem letu blazno prišlo prav, da se res posvetite svojemu fizičnemu telesu, zaradi tega, da bo šlo na novo stopnjo zavedanja. In če greš v bistvu s telesom, torej da si zvišaš telesno frekvenco, pomeni, da ti tudi manifestacija potem absolutno lažje sledi. A veš, kaj mislim? Tako, definitivno se temu dajte posvetiti in dajte veliko glasbe poslušati, zato ker bo blazno pozitivno vplivala na celični ravni na vas, poleg vsega ostalega, kar boste delali. Okay? In imamo zdaj še škorpijoni in strelci, ampak dajmo najprej, ste na vrsti škorpijoni. Torej, škorpijoni, kaj pa boste vi? Vi pa boste sreča, angel sreče. Dragi škorpijoni, vi ste pa dostikrat bili tako, ali vse po moje, ali pa je pač konc sveta. A veš, dragi škorpijoni, ne vem, kaj bo z vami v letu 2023, ampak presenetili boste okolico, bolj boste razigrani, bolj boste navihani, bolj boste vice govorili in jaz bi vam rekla, da tej energiji sledi. Manj boste, življenje je mal in to je za vas ful dobro priporočilo s tisto resno žlico. Lej, to so odgovornosti, to je treba zrihtati, tudi je treba šparati, moramo paziti, kaj si privoščimo, tako naprej, ne tega delati. Ne tega delati. V letu 2024 si privoščite, res, da ste veseli, da se družite, da lahko kam greste, da ste navihani. Vi imate to plast v sebi, ampak jo dostikrat prekrije odgovornost do življenja, zaradi tega, ker je tako treba biti, zato ker življenje ni pravljica. Dajte si sam za en let, zaradi tega, ker to pa ne gre dobro z letom številko 7, tako to bi vam šlo v to, da bi ljudje rekli, da ste zateženi, vi bi se počutili, da ste v krču. Pejte vi tej 7, ki kontra s to energijo. Za eno leto si dovolite iti kontra temu, pa se boste potem v letu 8, torej 2024 zaradi mene vrnili v to odgovorno, tretje, vse po regalce. Eno leto, da se pol pripravite na leto 8, ki si pa privoščite to energijo. Navihanost, uživanje, ples, razumeš, sproščenost, ne, kaj bomo tako naprej, totalno zaupanje v življenje. In vam bo prinesel ful dober balans z letom številka 7. To je za vas zelo pomembno. In za grand finale ste tukaj še naši strelci, da vidimo in potem zaključimo ta veliki nebeškoskop. Wow, koliko so prisotni angeli, ful jih čutam, ful je pa sporočila, koliko ene spodbude, res zelo sem vesela. In strelci, ste videli, čisto vsako znamenje je dobil drugo karto, to je tako zanimivo, nobena karta se ni ponovila. In strelci, vi ste dobili popolnoma angelsko karto, Angel of Belief, to pomeni angel zaupanja, angel vere. Kaj to pomeni, ni treba vsak dan moliti, definitivno ne, ampak ste dobili definitivno to karta konekcije z angeli. Dragi strelci, leto 2023 gre za vas to tako. Nekaj rabiš, povej angelom, nekaj rabiš, pejt meditira, nekaj rabiš, zaprosi, vile samoroge, kogar čas zaradi mene in potem popolnoma zaupaš. Vaša manifestacija bo prihajala iz eterične. To pomeni, da najprej zaprosiš na višjem nivoju, seveda ti narediš tisto, kar je treba. Se to vedno naredite, ampak dodajati v vašo manifestacijo noter eteriko. Vedno, da je neka želja. Lahko je obred, lahko je meditacija, lahko je priprošnja, lahko je, da angelom napišeš pismo, karkoli je. Zdaj, a boš to delo delala za najmanjše stvari, kakor je recimo dobiti parking? No ja, jaz tudi to delam. Dragi angeli, veš kaj, res rabim tam parking, pa ga nikoli ni, a ga lahko dobim. Ampak vse velike želje, da grejo najprej na eteriko, najprej na eterično priprošnjo, preden jih sploh izraziš okolici, drugim ljudem in nekaj naredi za njih. Pejte po tej sistematiki manifestacije in za vas bo to odlično, kajti angeli so pripravljeni, da vam to prinesejo v leto številka 7 noter. In to je to, dragi moji. To je veliki nebeškoskop. In mi bomo začeli leto 2023, mislim, to je največja želja, ki se tudi meni spomnila zaradi tega, ker v letu 2024 torej bomo začeli na veliki način. Začeli bomo tako, da vam bomo prinesli svetovno znanega duhovnega učitelja na spletu in to je Neil Donald Walsh. To je izjema, katero je on naredil za nas. Imeli bomo dogodek z njim, kako začeti leto 2023, da te ni strah, da lahko zaupaš v življenje in še in še. To bo 20. januarja in jaz mislim, da je to najbolj, kako mi lahko to novo leto začnemo.
Pripravili smo tudi čisto nove meditacije in ostale potovanja. Hvala za vse v letu 2022, zato da nas spremljate, zato da vas lahko vodimo in obljubimo, da bomo v letu 2023 še naprej za vas ustvarjali čarovnije. Naj vas vodijo angeli in naj bo vse za vas absolutno čarovnija. Lepo se imejte in adijo.